Hvala, gospod Pungartnik, hvala Dušanu Hedlu, hvala tudi občinstvu, ki se nam je danes pridružilo v kar velikem številu. Nocoj pa smo se zbrali na predstavitvi romana Prvi prihod Roberta Titana Felixa, ki je tudi nocoj z nami. Dober večer. Dober večer. Torej, Robert Titan Felix se rodil leta 1972, je diplomiral iz slovenskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Mariboru, je pesnik, pisatelj, urednik in publicist. Izdal je že 5 pesniških zbirk, če se ne motim, tole pa je že njegov 7. roman. Lepo pozdravljeni in hvala, ker ste nocoj z nami. Najprej bi vas povprašala v bistvu po enem širšem kontekstu zgodbe, ki je opisana v romanu. Namreč zasledimo torej en v bistvu okvir dogajanja na glasbeni sceni, ki zajema torej metal in post-rock. Tukaj pa potem v bistvu zasledimo tudi ta stremljenja mursko-soboških black metalcev, ki se nekako odločijo namesto metalcev, torej, ki bi naj bili nekako neresni, pripeljati v mik Murska Sobota post-rockerje Mogvaji. Zanima me v bistvu, kako bi to zgodbo umestili v širši družbeni kontekst oziroma ali ima torej ta zgodba eno družbeno kritično ozadje, ki ste ga želeli predstaviti? V bistvu v osnovi me je dejansko zanimala zgodba. Ampak družbena kritičnost tega romana je v bistvu v raziskavi diskurzov in ideološkosti diskurzov. To na prvi pogled zveni zelo strokovno, ampak ni. Fora je samo v tem, da mi ne verjamemo samo smiselne stvari, ampak določene stvari so z racionalne logike tudi nesmiselne. In smiselne se zdijo v kontekstu, ko si nekdo iz tega naredi konfesijo, prepričanje in ima dovolj družbene moči, da njegov nesmisel moramo tolerirati. Ta zgodba je v bistvu v osnovi zelo enostavna. Je prenos dualizma iz krščanstva na odnos med post-rockom in black metalom. Black metal je seveda v tem primeru v poziciji temnih sil, post-rock so pa tisti, ki so pridni, organizirani, dobronamerni, vedno vse prav naredijo. Se pravi, tisti, ki so v božji milosti, so post-rockerji, black metalci so pa pač tisti hudičevi, ki vedno vse po domače zajebejo. Zgodba se začne v Murski Soboti v miku in ima neko realno osnovo. Realna osnova je samo izhodišče, iz katerega ta black metalec, protagonist tega romana, štarta v to zgodbo, ampak je pa v bistvu dejansko ta del tudi realen, kar klavnica, v bistvu protagonist bi želel en band slišati na soboški klavnici, to je v bistvu prireditev v miku, ki je rezervirana za metal glasbo. Pač za to zvrst glasbo, poleg ostalih drugih in v klavnici je imela zdaj, mislim, da bo že 58 ali 59 po vrsti. Na vsaki klavnici so 3 bendi in je bilo že ogromno black metal bandov, tako ena zvrst metala napovedanih, da bojo prišli v Mursko Soboto in dejansko jih nikoli ni bilo. Vedno, ko so bili 3 bendi in od tega en black metalci, so na koncu bila na odru samo 2 benda. In ampak dobro, tisto, kamor ta protagonist pripelja zgodbo, se zgodi v bistvu bolj proti zaključku, ko nenadoma ugotovi, da si tudi sam lahko postavi svoj lastni nesmisel na isti način, kot si ga postavijo drugi in za dovolj družbene moči dosežejo, da ga moramo tolerirati, tudi če se nam zdi nesmisel. Po drugi logiki pa, če gledamo Monty Pythone, Monty Pythoni niso smešni sami po sebi. Monty Pythoni vse, kar zaigrajo zelo resno, skoncentrirano in kot da gre popolnoma zares. Isto, če pogledamo šale. Vsaka šala je v bistvu v osnovi zelo resna. To, kar se nam zdi smešno, je vedno konflikt med tem, kar šala ali absurd ali komika pove in realnostjo, v katero mi verjamemo. Ta roman si preprosto postavlja vprašanje, če je realnost, v katero verjamemo, kaj manj smešna,
če jo pogledamo kot realno, tako kot je, onstran tega, da verjamemo v vanjo, ker nam to ustreza v družbeni situaciji, v kateri smo. In bomo vzela ta odlomek za začetek, da bo jasno, kam pot tega romana vodi. In to je meni najboljše poglavje romana. Oziroma, mogoče ni najboljše poglavje romana, definitivno ima pa najboljši naslov. O strahovitih naporih metalskega življenja. V nekakšnem zatišju tistih dni sem se šele zavedel, kako naporno je pravzaprav metalsko življenje. Ni mogoče reči, da ne. In sem pomislil, da bi izkoristil priložnost in se malo potuhnil. Si vzel malo dopusta. Bil recimo 2-3 mesece Jehova priča. Oni so namreč bolj resni, dostojanstveni in razsodnega pogleda kot najbolj zagrizeni postrokerji. Ampak Jehova priča, potem spet moraš od vrat do vrat in težiti ljudem in ljudje imajo radi svoj mir in te nadirajo pred vrati in psi te naganjajo dol po vasi, tako da mi to ne deluje ravno kot neki počitek. Adventist, oni preprosto postavijo čolne na vodno površino in čakajo drugi prihod. To bi šlo. 2 tedna na Bakovski kamenšnici, lahno zibanje valov, pogled globoko potopljen v vodovje in na preži. Potem pa sem popolnoma nepričakovano doživel svoje drugo usodno spoznanje. Pravo razsvetljenje, bi rekel. In se je tudi meni porodila dobra ideja. Druga dobra ideja. Dobra ideja, ki se mi je porodila, je bila v bistvu precej enostavna. In prav zaprepaden sem bil, prav nisem se mogel nehati čuditi, kako da mi tako enostavna rešitev zapletenih tegob, v katere sem se neprevidno zapletel, ni že prej padla na misel. Če lahko adventisti preprosto sedajo v čolne in čakajo drugi prihod, potem lahko z ravno prav pozicioniranim čolnom tudi mi dosežemo prvi prihod Mogvaj. Še veliko lažje, kot da jim postavljamo zasede na avtocesti in podobne neslanosti. In imamo pravzaprav še veliko boljše možnosti kot adventisti, saj prvi prihod vedno pride pred drugim, to je ja jasno. Tako da se mi zdi precej verjetno, da bodo Mogvaj že zdavnaj odpostrokali svoje, preden se bo nad čolni, barkami, gumenjaki, gliserji, jahtami po vseh vodah sveta čuječih adventistov zaslišalo milo zvočno postrokanje God is an astronaut. Najlepša hvala. Torej, iz tega branja smo zdaj tudi izvedeli, odkot izhaja naslov knjige. Ja. Na platnici tudi vidimo, ne, slika čolna na vodi. Torej, odkot torej ravno navdih, ne, za tole religiozno obarvano neko alegorijo, ki ste jo vzeli za tale roman? Dejansko ne iz neke zavestne odločitve. Mogoče, če bi speljal to kot zavestno odločitev, mi ne bi uspelo, ker kdorkoli bo vzel ta roman v roke, jaz vas bom zagotavljam, ne vas prepričujem, da je skrajno zabaven. Meni je ful zabaven, vedno, ko ga moram znova brati. In v bistvu sem ga v prvi verziji itak napisal na Facebook, ker sem si preprosto skopiral vse bedarije, ki sem jih kadarkoli napisal na Facebook v enem obdobju in iz tega štartal roman. In sem mislil, da bo malo daljši. Pravzaprav je vedno v načrtu roman, ki je daljši, ker to je zelo kratki roman. Ima 100 strani. Ampak zgodba romana traja v bistvu 2, 3, 4 mesece, če bi recimo čas poteknili, tako da je dolžina, obseg zgodbe je obseg klasičnega romana, le da je veliko krajši. Kar se mi zdi v bistvu dosežek tega romana, ker ima zgodbo kot en povprečen film, v času enega povprečnega filma pa knjigo tudi preberemo, kar je super. No, ampak ta dualizem je v bistvu izhaja iz same zgodbe. Ne? Jaz sem postavil ta konflikt, da nekdo pač, ki živi eno sceno, nenadoma razočaran nad vsem, da pač ne pride do svojega, tako smo vsi včasih razočarani nad vsem, kar v življenju počnemo, ker hodimo v službo, pa nam ni, pa se ukvarjamo z nekim popolnom, pa si mislimo, pa če ima to smisel, in postavi nek drugi izziv, ki naj bi ga nekako znova napolnil z energijo, znova zagnal v neko aktivnost. In dualizem je v bistvu iz osnove same zgodbe. Kako sem jaz postavil black metalce kot popolnoma neresne in post-rockerje kot mirne, tihe, dostojanstvene, ki sploh ne pijejo, ali pa morda celo spijajo samo kak Guinness, pa še to doma.
ali celo skrivaj doma, tako da so čisto drugačni kot kakšni metalci. Ne? In je to v bistvu klasičen dualizem te kulture, v kateri živimo. Ne? Potreboval sem ga pa tudi, ker zgodba ima v osnovi nekaj, lahko bi delovalo absurdno, ampak kaj je absurdno v tej zgodbi, je točno ta prenos. Se pravi, zgodba sedenja na čolnu adventistov se nam lahko zdi smešna, ampak jo sprejemamo zato, ker je določena količina ljudi, ki to verjame. Ne? In se nam zdi pač nepošteno, da bi v družbenem kontekstu njihovo vero razglasili za nesmisel, oziroma mislim, da je tak odnos javno izpostavljen celo kazniv. Ne? Ampak absurd, in to je osnova vsega, kar so briljantni Monty Pythoni naredili v celi svoji karieri, je preprosto premeščanje diskurzov. Ne? Če eno zgodbo, ki ti je jasna, razumljiva in jo sprejemaš, ker je pač idite sedeti na tisto vodovo, kaj vam kdo more, ne? Preneseš v neko popolnoma drugo situacijo, se pokaže absurdna. Ampak roman hoče povedati to, da ni zdaj absurdna samo ta ena situacija, ampak sta obe. Ne? Se pravi, prva situacija bi bila isto absurdna, če ne bi bilo družbeno zahtevano in potrjeno, da jo moramo sprejeti kot absurd, do katerega ima nekdo pravico. In vprašanje, ki si ga, recimo družbeno kritično vprašanje ni, da je to ravno neka huda družbena kritika, ampak družbeni aspekt, ki si ga ta roman postavlja kot vprašanje, je, ali obstaja kakršnokoli prepričanje, ki je onstran tega, da imamo do njega pravico. Ali je sploh kaj, kar verjamemo, onstran tega absurdno, onstran te možnosti, da če prekontekstualiziramo, se nenadoma pokaže absurdno. Zapravi, kaj v našem življenju je tisto, kar je 100% zanesljivo, brez vsakega dvoma, rešljivo, tudi če je izpostavljeno absurdno. Jaz mislim, da zelo malo. Kot rešitev problema ste v bistvu nekako postavili metal. Pa bi prosila, če bi nam lahko prebrali Metal Forever na strani 50. Metal Forever, čekaj. To me je vedno strah, ker sem malo skaj napisal to normalno, pa da nisem pripravljen na to, kako bom prebral, ne vem, kako bo sledilo, ko bi začel brati. Čekaj, na kjer strani? 50. Metal Forever. To je tisto. Metal Forever. Zato sem kot vsi true avantgardisti ob vseh umetnikanskih razpravah vedno izbral Metal Forever. Ker posodi glas tistemu, kar nekdo dejansko doživlja, ko se mu življenje razsiplje in z mesarico v roki stopa v svoj zadnji korak. Ne pa katerih misli bi se moral sramovati in kako bi moral čutiti in razmišljati, da družbeni ustroj ostane nepoškodovan, kljub njegovemu v kratkem razmesarjenemu telesu. Ko nimamo od družbe ničesar več dobiti, je tudi ničesar več ne dolgujemo. In z mesarico v roki v zadnjem koraku lastnega obstoja nam ni treba zasledovati nobenih idealov in vrednot več. Tako je in nič drugače. Vsakdo v takem tako razmišlja in vsakdo v takem tako bo razmišljal. Zato je vsako problematiziranje njegovih postopkov zunanjega pogleda popolnoma nesmiselno. Tako je in nič drugače. Pokažimo svetu pravi obraz, če smo umetniki. Če pa tega ne zmoremo, ustvarjajmo raje moralistične traktate. Najlepša hvala. Ali bi torej iz tega poglavja lahko povzeli, da je to nekako tudi vaše mnenje ali je to misel protagonista romana? Ja, to je tako težko reči, ne. V osnovi ja, ampak roman je vendarle roman. Mislim, avtor, tudi če je roman bolj refleksivno, eseistične narave, ni vedno identičen z vsakim stavkom, ki ga napiše. In ko poženeš protagonista v neko dogajanje, pač slediš kot avtor njegove poti, tudi če ti kaj na njegove poti ni preveč všeč. Ne. Recimo, če bi jaz z človeškega vidika presodil meni na poti tega protagonista, ni popolnoma nič všeč, ampak kot avtor sem ga seveda moral peljati po tej poti in tudi verjeti temu, kar je kot razloge za svojo pot skozi cel roman napletal. Čeprav jaz se s temi njegovimi razlogi ne bi strinjal in tudi sam ne bi sprejel. Torej, to pomeni, da
je to v bistvu njegova misel in metal kot tak igra kakšno vlogo v vašem življenju ali ne? Načeloma ja, mislim, metal glasba je glasba, ki jo poslušam, ki jo imam rad, ki jo uporabim tudi kot neko osnovo za kak tekst, če se zdi za tekst primerna, ne bi pa tega predimenzioniral, ker ni zdaj to, ni poslušati metal glasbo karkoli drugače, kot poslušati katerokoli drugo glasbo, ni zdaj to nekaj, kar bi posebej moral ali izpostavljati ali zagovarjati, je pač tvoj glasbeni okus, del tvojega življenja, načina, kako doživljaš svet in seveda potem mi jasno pride tudi v literaturo. No, moram priznati, da meni pogosto pride v literaturo, to je tudi res. Ja. V romanu pravite tudi, umetnost, če je umetnost, je antimetafizična, antitranscendentna in antiromantična. Drugo ni umetnost, ampak ideologija. Ali se s tem strinjate? Ali je to tudi misel protagonista? Dobro, recimo s tem se kot avtor popolnoma strinjam. Pravzaprav ta roman ima dva aspekta, ne ukvarja se samo z metal glasbo in post-rockom, ampak tudi z vprašanjem o avantgardi. Kaj avantgarda v tem trenutku je? In protagonist tega romana v bistvu izhaja iz tistega zelo primarnega odnosa do avantgarde, se pravi, avantgarda je neposreden vdor umetnosti v prostor. Se pravi, da pač se spomniš, pa storiš. Tudi, če se ti preprosto zdi, da ne prideš na lastni literarni večer, je to lahko avantgardno dejanje, če ima neko tvojo smiselno sporočilo. Problem, kakor mi zdaj doživljamo avantgardo, je v tem, da predvsem generacija našega kolega Marjana in nekaj njegovih kolegov je z avantgardo oziroma z odnosom do avantgarde začela svojo umetniško pot, to zdaj mi v bistvu imenujemo zgodovinska avantgarda. In recimo brvarim, vsa ta generacija bi vsako avantgardo, ki se dogaja zdaj, presojala v odnosu do lastne zgodovinske avantgarde in lastnega odnosa do avantgarde. To ni avantgarda, to je vse skupaj brez veze. Avantgarda je vedno zdaj. Umetnost, ki želi biti avantgardna, je že samo ime pove, da stopi korak naprej od tistega, kar je zdaj ustaljeno. Če mi v bistvu vzamemo neke avantgardne tehnike in pristope, ki so bili avantgard 40, 50, 60 let nazaj, je to isto, kot da vzamemo ali romantično osnovo ali kjerkoli žanre in delamo pač v duhu neke umetnosti. Je to pač duh neke umetnosti, ki ga uporabimo za to, da izdelamo nek svoj tekst in ga na to tudi prodamo. Ni pa avantgarda. Avantgarda je vedno lahko samo tisto, kar je korak naprej in zdaj v tem času biti avantgarden pomeni biti kontraavantgarden. Ker konec koncev celotna, predvsem poezija v tem trenutku se sklicuje na zgodovinsko avantgardo, štarta iz zgodovinske avantgarde, tekste prireja zgodovinski avantgardi, zato ker ve, da je to nekaj, kar je ustaljeno in kar lahko naredijo dovolj dobro, da lahko pridejo do knjige in jo tudi prodajo. Ampak če narediš nekaj na način, da imaš že vnaprejšnji namen vstopa v nek prostor, to potem ni avantgarda, ampak je kliše. Kliše, iz katerega štartaš za točno določenim namenom. V tem romanu se ta roman imenuje, nagrada za prvenec. Samo ga najdem. Ta kliše, na katerega se avtori sklicujejo, da obnavljajo stare forme, ima ime v tom romanu, samo ga najdem. Aha, zapravi, bom to, sam ta odstavek bom prebral, včasih je boljše kak odstavek prebrati, ker je v knjigi boljše napisano, kot lahko zdaj povzameš. Avantgarde ni več, ločiti moramo med avantgardnim pristopom in avantgardnimi tehnikami. Mlad pesnik ali pesnica, ki se z navezavo na pretekle avantgardne tehnike malo posmehneta nad tegobami sodobnosti in si s tem prislužita smehljaj na obrazu očetov, ne malokrat bivših avantgardistov, in na to navržeta zraven še kak molitveni poklon svetim borom, zagotovo prejmeta subvencionirano knjigo s honorarjem, nagrado za prvenec in štipendijo za prihodnji avantgardni podvig. To pa ni nič drugega kot avantgarda v peskovniku.
No, seveda ne trdim, da Kosovel ni klasik ali da celo ni odličen pesnik, ampak tisti bori na 101 način na koncu prvega razdelka prve knjige zbranega dela kljub vsemu postanejo malo dolgočasni. Ne morem pomagati, ne mi zameriti. Torej, če je avantgarda vdor umetnosti v prostor, ali je potem ta vdor lahko metafizičen, romantičen ali pa kakorkoli transcendenten ali ne? Nikakor. Absolutno nemogoče, zato ker v bistvu ti koncepti postavljajo vedno vnaprejšnjo idejo. Se pravi, vnaprejšnjo željo, kako naj bi ta svet izgledal. In pri umetnosti je tako, da če pogledaš umetnost, se umetnost sklicuje na to, da odraža realnost. Pri marsikaterem avtorju se lahko vprašamo, ali ta njegova umetnost dejansko odraža realnost, ali pa zgolj realnost, kakor bi jo on želel videti. In kakor si on želi, da bi realnost bila. Ampak če odražaš realnost na način, kakor bi želel, da bi realnost bila, potem to ni realnost. Potem je to tvoja slika neke potencialno boljše realnosti, ki ni tako, kot realnost dejansko je. In mogoče je konflikt z celotno metal glasbo in z temami, ki jih posamezne zvrsti obravnavajo, ravno v tem, da metal v bistvu se napačno dojema v prostoru. Mislim, da je metal subkultura najmanj nasilna kultura, kar jih obstaja. Punkarska, tudi rave kultura so bolj nasilne. Najbolj nasilna, če smo čisto odkriti, je subkultura narodnjakov, ker v vseh teh kafičih za to tem groznim balkanskim nabijanjem je največ pretepov, ampak teme pa v bistvu odražajo dejansko življenje, to, kako življenje je in še dlje. To, kar mi doživljamo takrat, ko smo najbolj jezni in kar nikoli nikomor ne priznamo. Se pravi, metal lahko postavi tako temo, vsakdo si včasih misli. Zame je pa tak razjeziv, da bi ga lahko ubil. Metal to tematizira. In če kdo 1000-krat reče, da bi lahko nekoga ubil, ga jemljamo kot nevarnega človeka. Včeraj sem ravno pisal prvi fragment za nadaljevanje tega teksta, ki bo imel naslov Prvi človek. In sem ravno razmišljal o tem vprašanju. Mi vedno vsakoga, ki ga poznamo, jemljamo z napačnimi predstavami, ker ga jemljamo na način tega, kar sam zase trdi. Če kdo 1000-krat reče, lahko bi nekoga ubil, imamo občutek, da bi lahko ubil. Ampak ne bi mogel, ker če bi lahko, bi že. In če bi lahko, je vsakdo imel 1000 priložnosti, da bi ubil, če bi dejansko lahko ubil. To, da bi lahko tega ubil, je frazem, ki ga uporabimo, ko smo najbolj jezni in ki nam samo pomaga tisto situacijo preživeti. Ker, če bi lahko, bi to že storili, ker smo imeli v življenju dovolj priložnosti in verjetno vsak tudi dovolj razlogov. Če razumete, kaj mislim izpostaviti. Se pravi, jemati realno, vedno izključno preko tistega, kar se realno postavlja. Nekdo bi lahko storil samo tisto, kar je storil. Tistega, za kar trdi, da bi lahko storil, pa ni, ne bi mogel storiti, ker ni storil, je pa definitivno imel dovolj priložnosti, da bi lahko, da bi storil, če bi lahko storil. Samo za to gre. In romantika je v osnovi sanjarjenje v svetu. Romantika postavlja svet na način, kakšen naj bi bil in kakšnega želimo, da bi bil, o kakšnem sanjarimo. Ne pa svet, kot dejansko je. In če vzamemo tudi sodobno literaturo, to vprašanje je tudi obravnavano v tem tekstu. Recimo Kovičev Južni otok, ta prosluli šanson, bi rekel, ali kako naj drugače to grozoto imenujem, je v bistvu popolnoma romantična pesem. Dejansko postavlja tisto, kar je svet onstran sveta. In to je romantika, to je krščanstvo, to so vsi transcendentni koncepti. Svet je vedno onstran tega.
In v tem tekstu malo sem se šalil z Kovičem, kot sem šalil tudi s Kosovelom, seveda je Kovič odličen pesnik, ne? In Kosovela imam zelo rad, Kosovela imamo vsi radi. Kosovela sem od 21. do približno 27. leta, kakor je bilo primerno v tistem času, tudi naravnost oboževal, tako da kar se tega tiče mojega vstopa v svet umetnosti, ni s tem ničesar narobe, sem šel po pravi poti, ne po avantgardnih stranpoteh, ampak dejansko se pa človek ne sme preveč šaliti, ker saj se v tem stavku preprosto zašel in bom končal. Na strani 40 zasledimo naslednji stavek, torej naslednjo poved. Umetnike v današnjem času najbolj pekli, da jim je svoboda govora odprla horizonte izjavljanja, vzela pa vsako kredibilnost, vsakršen dejanski vpliv na družbeno stvarnost. Kako bi to lahko pokomentirali? Torej v tem poglavju pravite tudi, da umetniki danes nekako selektivno govorijo o temah, ljudeh, ki nekako vplivajo na njihovo življenje. Ali menite, da so umetniki danes licemerni? Niso toliko licemerni, kot dejansko ne pomenijo nič več. Ne? Umetnik ni glas, ki bi bil v tej družbi slišan, saj tudi ni neke posebne potrebe, da bi bil, kar se mene vpraša, ker načeloma naj bi bila politika tista, ki bi reševala naše probleme na ustrezen način. Ampak umetnost seveda ta svet kritizira, govori o njem, želi imeti svoj glas, ampak umetnost izberemo kot zabavo v tem trenutku in mislim, da veliko onstran zabave ne gre. Ne? Tudi se malo pošalim na ta račun, da če je nekdo zelo kritičen in dejansko hoče spremembe, ne? Naj ga za začetek vsaj za pol leta zaprejo, ker je to edina legitimiteta, da ga bojo dejansko prisluhnili. Ne? Če naj je neki diskurs res avantgard, res onstran in res zaseka v družbeno tkivo kot kritika, naj je za začetek vsaj prepovedan ali vsaj 2 tedna naj je umetnik v zaporu, sicer bo pač to zgolj nek odziv na vprašanje realnosti, ki ne bo več slišan. In slišano je dejansko zelo malo. Umetnost nima več te vloge v tej kulturi, priznajmo si. Ne? Umetnost je v bistvu, dejansko umetnost postaja to, kar je mali absurd. No? Mali absurd je to, da smo v bistvu včasih želeli, oziroma jemali umetnost kot elitno, potem pa tam na začetku tega našega nesrečnega kapitalizma se je začelo poudarjati, naj umetnost vstopi v prostor, naj se umetnost približa ljudem in je dejansko postala elitna. Postala je zanimanje, dejavnost in interes tiste majhne skupine, ki jih umetnost še zanima in ki so večinoma tudi sami povezani z umetnostjo. Ali jo proizvajajo, ali jo prodajajo, ali so na kakršenkoli način z njo povezani. Zdaj, prisotnosti umetnosti v tej kulturi pa ni. Pa jaz ne bi rekel, da so včasih tiste knjige kupovali samo zato, da so jih imeli na policah. Ampak mislim, da v tistih časih, ko je Prešernova družba prodajala po 15,000 komadov takih romanov v svoji zbirki, se je nekaj teh romanov tudi prebralo in da so ljudje več spremljali domačo literaturo. Mogoče je bilo priporočano, mogoče je bil trend, mogoče stanje, da se pač domače tudi prebere, ampak danes je domača literatura v bistvu zgolj za ljubitelje, ki so z umetnostjo, za to umetnostjo na tak ali drugačen način povezani. Večina bralcev itak jemlje tujo literaturo. Kar ni nujno samo krivda bralcev, ampak tudi mogoče samih avtorjev, ker so začeli proizvajati umetnost, ki naj bi bila primerna za ta način branja in za te bralce dosti slabše. Ne? Če imamo kvaliteten slovenski roman, ga bojo morda ljudje še prebrali. Če imamo pa podpovprečne slovenske kriminalke, razen zdaj, ko je nekaj res dobrih, je vprašanje, zakaj bi to kdo bral. Se pravi, če mi kopiramo tuje žanrske vzorce, kar dejansko smo, da bi se čim bolj približali širši populaciji bralcev in to naredimo slabo, ni nobena krivica, da se domači avtori ne berejo.
Se pravi, če delamo v nekem žanru, pa vseeno kakoli je, recimo žanr slovenske srhljivke, to sploh ne obstaja. Mislim, da je Vampir z Gorjancev pa par tekstov, ki imajo žanrsko osnovo, niso pisani kot žanrski teksti, ampak iz te osnove preprosto izhajajo, je par redkih primerov, kjer je ta žanr recimo uspel. Tega žanra pri nas tako rekoč ni. In če ga drugi naredijo boljše in mi ponudimo domačemu bralcu nekaj, kar je isto, ampak slabše, podpiram, da bralci berejo tuje avtorje. Ponudi nekaj, za kar bo bralec imel razlog, da prebere. Če pa mora prebrati samo zato, ker je domače, Bog pomagaj. Ni to razlog, da se umetnost spremlja in literatura bere samo zato, ker jo je napisal sosed. Torej, še eno izjavo bi morda pokomentirali. In sicer, ne vem, ali je samo življenje dovolj za umetnost, vem pa, da samo umetnost ni dovolj za življenje in da umetnost ni umetnost, če ni življenje. Moje vprašanje tukaj bi bilo, kaj pa je življenje in kakšno vlogo ima individualna percepcija v kontekstu ustvarjalnega procesa? To so težko vprašanja. V bistvu sem jasno napisal, mislim, da to, če vse skupaj seštejem 13. knjiga, ker Zapiski z otoka so bili 7. 6. pesniška zbirka, to je 7. roman. In ta odnos življenja in umetnosti, če naj kompliciram, bom rekel, da je kompleksen. Ampak v osnovi zelo enostaven. Življenje je na prvem mestu. Ne? In človek si tekst vedno vzame kot umetniški izziv. Ne? In jasno je, da si vzameš kot umetniški izziv tisto, kar ti je tudi v življenju blizu, čeprav recimo nima za namena ravno svoje življenje upodabljati v tekstu. Ampak ne moreš mimo lastne izkušnje. Ne? To je problem, ker enostavno lahko podaš sporočilo, s katerim se dovolj ljudi identificira, da postane univerzalno. Ampak definitivno to sporočilo postavljaš iz izkušnje lastnega življenja. Ne moreš mimo izkušnje lastnega življenja, ker je perspektiva, iz katere izhajaš, vezana na izkušnje, ki jih nosiš s sabo, ki si jih doživel. Način, kako si življenje živel, je na koncu tako ali drugače tudi način, kako življenje razumeš. Bog pomagaj. Jaz mislim, da težko kdorkoli postavi neko objektivno doživlja življenje. Ne, da bi ga doživljal na način, kar mi je življenje pokazalo. Ampak življenje ti je pokazalo v bistvu zgolj osebno izkušnjo. Ok, so ene stvari, za katere vsi vemo. Vemo za holokaust, vemo za tisto, vemo za ono tretje in tam recimo imamo neko izgrajeno stališče, ki si ga privzgojimo, ker je kulturološko stališče. Jasno je, da določene stvari razumemo na identičen način, kot nas je kultura naučila, ker se s tem strinjamo in ker so splošne stvari. Ampak do manjših zadev je pa stališče vedno odvisno od tistega, kar ti je življenje pokazalo. In nemogoče je, da to ne bi bilo tudi del literature. Zato, ker lahko še tako ne jemlješ nobene lastne izkušnje, kar pomeni lastnega dogodka ali doživljaja za osnovo, ampak boš dogodek, doživljaj, ki ga opisuješ, razumel kot avtor precej skladno z podobnimi, če že ne identičnimi dogodki iz svojega življenja. Žal. Bi želeli biti objektivni, vsak ne, ampak vprašanje je, koliko si lahko, zelo malo pravzaprav. Ali bi nam lahko mogoče prebrali kak odstavek, ki po vašem mnenju odraža sporočilo romana? V bistvu sporočilo romana ni popolnoma fiksirano. V bistvu ta protagonist je na poti in če je kaj sporočilo romana, je v bistvu sporočilo romana vprašanje, ki je tu. Vprašanje, sem ravnal prav? In ali je to, ali sem ravnal prav, ali pa nisem ravnal prav, sploh povezano s tem, da sem se znašel na samotnih poteh, po katerih sem tisti čas hodil.
sem sploh razumel ali pa sem se usodno motil. In ali je to, ali sem razumel ali pa sem se usodno motil, sploh povezano s tem, da sem se znašel na samotnih poteh, po katerih sem tisti čas hodil. Protagonistu tega romana ni več treba. Tu sledita zdaj še dve kratki poglavji. Ja. To vprašanje je pred zadnje poglavje romana, tu na koncu so kratka poglavja. Ne. In bomo videli, da si protagonist na to vprašanje v bistvu ne odgovori in istočasno odgovori. Sledi poglavje Ljubo doma, kdor ga ima. Kdor pa za vnemarna veselja sam po svetu se potika, nikdar ne bo postal možak dostojen kot se šika. In naj mu ljubi Bog nasuje žebljev pod podplate, da skesan in skromen vrne se med brate. In zadnje poglavje teksta, sod. Ni tako velikega soda na tem svetu, da se ne bi enkrat spraznil. In tudi ta sod se je spraznil. In tudi moja samotna pota so se zaključila in sem našel nazaj med ljudi. Stal sem takole pred odrom enega tistih dni in sem se spraševal, ali je to morda odgovor. Stal sem pred odrom in jih poslušal, ki jih nisem priklical z nobeno avantgardno akcijo. Stal sem pred odrom z odrezkom plačane vstopnice v rokah. Stal sem pred odrom in vsekakor nisem poslušal Mogwai. Stal sem pred odrom in poslušal milozvočno postrokanje God is an astronaut. In se nisem nič kaj spraševal o umetnosti, niti nisem rinil pred oder, kajti pred tistim odrom sem bil življenje. Najlepša hvala. Kaj bi želeli sporočiti bralcem romana, pa tudi umetnikom, ki ustvarjajo v sodobnem času? Mislim, umetnikom, ki ustvarjajo v sodobnem času, predvsem to, da naj se potrudijo za tekst, naj se potrudijo za vsako umetnost, ki jo delajo, in da naj se potrudijo za bralca, naj se potrudijo za to, da pač tisto, kar imajo povedati, nekomu povejo. Da pač ima celotno početje nekakšen smisel. Ko si mlad, verjameš v umetnost za večnost, in potem vidiš, da je ta večnost malo bolj problematična zadeva, kot se ti zdi, da kljub temu, da vidiš, na kakšen način so vse dosegli večnost, je to pač večnost tega kratkega trenutskega časa in ni tako strašno zanesljiva. Jaz sem to recimo spoznal, ko sem bral eno knjigo 4000 let kitajske filozofije, kjer je bila celotna zgodovina kitajske filozofije not in vsi njihovi poskusi, da bi dejansko smiselno organizirali življenje. In so bili tam not obravnavani tudi avtori, ki so temu, kako smiselno urediti življenje, posvetili vse svoje življenje, vso svoje trpljenje, napisali 17 knjig po 4500 strani, da bi svet končno lahko nekdo po njihovih napotkih uredil, ampak kar nekaj teh avtorjev v bistvu tudi na Kitajskem trenutno obravnavajo samo na katedrah, ki se ukvarjajo z zgodovino kitajske filozofije. Živimo trenutek, bodimo v tem trenutku največ, kar smo lahko, in tudi kot umetniki bodimo v tistem, kar delamo, najboljši, kar smo lahko za ta trenutek, za katerega počnemo. Mene nasploh pri tem romanu, v bistvu, ki je dejansko bil ta roman napisan na Facebooku, no, te stvari, če bi kdo šel skozi zadnjih 3 letih, bi vse našel, ker so bile vse po vrsti objavljene. Jaz sem jih v bistvu enkrat sem jih kot osnovo za tekst skopiral in jih začel predelovati kronološko v roman. In ta fragmentarna forma se mi je pa zgodila zato, ker mi enostavno so bili, ja, to je tisto, kar smo se menili o avantgardi, ne. Dejansko so se meni se je zdelo, da so se v tisti prvi verziji, ko sem jih pač natipkal isto, sedel sem nekje, pil kavo, sem natipkal neko stvar, da jo ne bi pozabil. Tisto, kar objaviš na Facebooku, je bolj zanesljivo danes, kot da imaš sabo beležko. Beležko lahko zgubiš, Facebook pa vedno lahko preklikaš za 2-3 leta nazaj, pa vsega najdeš. Ne? In ko sem jih začel predelovati,
dejansko so to bili fragmenti, ki so postali osnova za en tekst, ne, kot gradivo. Ampak, ko sem začel gradivo predelovati, mi ni sedlo klasičen pristop. Jasno je, da če nekaj napišeš hipoma, niti nimaš časa, niti želja, niti volja, niti ni smisel, ne, je to lahko osnova za nek prizor, ki ga boš potem začel graditi za roman. Ampak potem ga začneš graditi seveda drugače najprej. Kje se dogaja, kdo je vse tam, kakšno je vreme, s kakšnimi avti, letali, vlaki in ostalimi prevoznimi sredstvi so se ljudje pripeljali na dotično prizorišče zločina. Ampak v tem tekstu mi dejansko ta pristop ni funkcioniral. Funkcionirala mi je ta fragmentarna forma in potem sem se odločil, da bom roman dejansko ohranil v tej fragmentarni formi, ampak samo to fragmentarno formo izdelal. Ne? Zato pa v bistvu je ta forma potem tudi povezana z logiko teksta. Nekje se začne in prvo poglavje je recimo najbolj zgodbeno, so tudi najdaljša poglavja, najbolj recimo povezano v nek prozni tekst. Potem pa protagonist s časoma ne najde prave poti, kako bi šel naprej in jasno tudi njegovo razmišljanje, njegovi poskusi, vse postane fragmentarno in isto fragmentarnost sem ohranil tudi v tekstu. In zdi se mi, da na ta način najbolj funkcionira. Se pravi, da če bi to, kar sem prebral tu na koncu, če bi te 3 fragmente v bistvu razširjal z razlagami, z postavljanjem v prostor, bi izgubili vso vrednost. Predvsem sta to 2 fragmenta, ki jo bom še prebral. Se pravi, da nisem iskal način, da bi po eni strani pripovedoval zgodbo, po drugi strani pa v to zgodbo umeščal not v samo zgodbo refleksije avtorja, ampak sem v bistvu te refleksije pustil posebej v obliki nekakšnih prilik, bi lahko rekel, kot jih poznamo. Dejansko so to takšne black metalske svetopisemske prilike. Nekaj jih bom prebral, kratke so, brez skrbi. Prva je, lahko, ne? Seveda. Prilika o šimpanzu. Pred davnimi časi se je mlad zasanjan šimpanz, naveličan svojih orgiastičnih kolegov na fermentiranem sadju, sprehajal po gozdu in ko je zagledal visoko v drevesu podremavati orangutana, se mu je sesul svet. Ko bi le šimpanzi bili taki kot orangutani. In tako nastanejo religija, filozofija, umetnost in ostale šimpanzom precej nepotrebne stvari. Šimpanzi pač ne potrebujejo drugega kot tu pa tam nekaj fermentiranega sadja. Pa tudi sicer. Kadar vidiš na travniku kravo, rečeš krava in to je to. Kadar vidiš na mizi vrček vina, ni treba ničesar reči, ampak ga preprosto spiješ in je še bolje. Kadar moraš dokazati kak metafizični nesmisel, pa nastanejo skladovnice od večnih papirjev, ki nazadnje ne povedo nič drugega kot verjamem, ker je nesmiselno, zgodilo se je, ker ni mogoče. Ne verjamem, ker se ni zgodilo. Bom prebral vse skupaj. Vidim, da naša deca že zaspali. Aha, ta je še zanimiv pravila. Nekega dne sem se odločil, da meni ni več treba spoštovati pravil, ampak da se bodo odslej pravila spoštljivo obnašala do mene. Odnose v družbi urejajo zakoni in podzakonski akti in onstran te skladovnice papirjev ne potrebujemo nobenih dodatnih omejitev posameznikove svobode. Zato pravila na kolena in v priklon takoj zdaj. Ljudstvo se je strinjalo in se odločilo, da tudi samo ne bo več spoštovalo pravil, ampak da se bodo odslej pravila spoštljivo obnašala do ljudstva. In se nihče ni več strinjal s pravili, ampak vsak z drugimi in na svoj način, tako da je na koncu prišlo do prave zmešnjave. Predlagal sem, da postavimo pravila, po katerih se ne bomo strinjali s pravili, da bodo naša prizadevanja postala malo bolj pregledna. Niso se strinjali s predlaganim pravilom in so me nagnali. Izhodišča. Pravzaprav imamo v življenju na razpolago predvsem 2 izhodišč. Lahko kot Galilej pademo na kolena pred inkvizicijo in skrušeno priznamo, kako strahotno zmoto smo morali zagrešiti s pritrjevanjem hudičevemu prišepetovanju, da se vrtimo okrog sonca.
med zapuščanjem sodišča pa prijateljem zašepetam. Pur si move. Lahko pa kot Bruno preprosto do konca vztrajamo pri svojem in zgorimo na grmadi. Kaj izbrati? Malodušno, brez konca in kraja premleva Hamlet. Trgatev. Enkrat tiste dni sem se znašel na trgatvi. Stopil sem med brače in opazil, da je grozdje še povsem nezrelo. Grozdje ni zrelo, sem jim rekel. Kaj zdaj moramo, če ni zrelo? Skrajni čas je, da se pobere in pobrati ga je treba. Ne pravim, da ni skrajni čas, da se pobere. Pravim samo, da ni zrelo. In to, da je skrajni čas, da se grozdje pobere, še ni zadosten razlog, da bi bilo tudi zrelo, sem razložil. Niso me razumeli in so me nagnali. Najlepša hvala, Robert Titan Felix. Ob tem se zahvaljujem tudi vsem, ki so danes prišli, seveda tudi gospodu Pungartniku in Literarni hiši Maribor, Kulturnemu centru Maribor in Dušanu Hedlu in še enkrat seveda avtorju Robertu Titanu Felixu. Najlepša hvala.